Dobrodošli v novi epizodi Vroča tema. Govorili bomo o umetni inteligenci, predvsem pa s poudarkom na slovenščini, na našem maternem jeziku. Ali smo Slovenci v tekmi z umetno inteligenco le opazovalci ali smo lahko tudi igralci na svetovnem parketu? Zato danes v naši družbi pozdravljam enega izmed pionirjev, osebo, ki zelo v drobovje raziskuje in preiskuje, kako bi slovenščina lahko čim bolje zaživela tudi s pomočjo algoritmov, kod in pa seveda tako imenovane umetne inteligence. Z nami je profesor Marko Robnik-Šikonja. Ja, hvala za čas. V tem času lahko slišimo skoraj na dnevni bazi več tisočkrat, milijonkrat besedo AI, UI, umetna inteligenca v povezavi z vsemi klepetalniki, ki jih danes vedno več in vedno bolj pogosto uporabljajo vse sorte ljudje, od seveda dijakov, študentov do starejših, pa tudi do stroke. Konec koncev gre za neko novo revolucijo, ki seveda je pošteno že spremenila svet in verjetno, kot pravijo strokovnjaki, ga bo eksponentno zdaj v nekaj letih spreminjala še na tisti svoj umeten način. Kakšna je trenutno vaša vloga, če se nam malce predstavite, kaj odkrivate, kako pomembna je slovenščina v povezavi z umetno inteligenco, kar nekaj vaših projektov bom potem še naštel tako za uvod, da vas malce spoznajo. Sicer sem profesor računalništva in informatike na Univerzi v Ljubljani, Fakulteti za računalništvo in informatiko. Sem tudi vodja laboratorija za strojno učenje in jezikovne tehnologije. Zdaj v okviru tega laboratorija pa razvijamo seveda najrazličnejše metodološke pristope in kot ste že rekli, pač imamo projekte na najrazličnejših področjih. Povabili ste me pa seveda v zvezi z slovenščino, kajti pač jezikovne tehnologije, ki jih mi razvijamo, so pač prvenstveno namenjene temu, da bomo imeli dobro podporo za slovenščino. Ja, ko sva ravno pri umetni inteligenci, tudi del tega intervjuja, pogovora mi je pomagala umetna inteligenca, seveda s preverjanjem določenih faktov, podatkov, tudi vas sem pred oddajo vprašal, ali to drži ali ne, pa sva takoj ugotovila, da ni vse res, tako da tudi tukaj bomo rekli kakšno, na te halucinacije. Takole je povedal, pionir jezikovnih tehnologij je soavtor prvih velikih modelov, ki so slovenščini omogočili preživetje v svetu algoritmov, od modelov BERT do današnjega ambicioznega projekta Povejmo. To drži. V glavnem, kar precej dobro drži. Res smo z velikimi jezikovnimi modeli smo se prav začeli ukvarjati, že preden je bila ta beseda sploh modna in sploh poznana. Namreč leta 2019 smo začeli s projektom Embedded. Takrat se je, to, kar danes rečemo, veliki jezikovni modeli, se je takrat imenovalo kontekstualne vložitve. In mi smo razvili ene prvih teh modelov recimo za jezike z manj viri, kot je slovenščina, tudi za baltske jezike smo takrat razvili precej teh modelov. Potem je pa ta preskok se zgodil leta 2022 s tem modelom ChatGPT, ki je pa navdušil javnost, a pa tudi prestrašil, kako vzamemo. Ja, takole tudi je zapisano, v letih 2024 in 2025 je začela potekati gradnja velikega jezikovnega modela za slovenščino. Takole je tudi naslov na spletni strani, zbiramo besedila za slovenski veliki jezikovni model in želja je, da bi dosegli obseg 40 milijard besed slovenskega jezika. Kaj to pomeni? Kako velik zalogaj je 40 milijard besed? Kaj ti ponavadi si ljudje težko predstavljamo, ko gre za posamezne besede? In potem bo se seveda tudi razložili, kaj to pomeni v smislu algoritmov, ki potem pomagajo pri odgovarjanju na naša vprašanja s klepetalnikom. Seveda, to pomeni, leta 2024 smo dejansko pridobili iz tega mehanizma za odpornost in obnovo Evropske unije, smo pridobili projekt, ki se imenuje Povejmo, to je ta, ki ga tukaj prikazujete. In v okviru tega projekta smo obljubili, da bomo zgradili velik slovenski generativni model. Kasneje smo mu dali ime GAMS, kar pomeni generativni model slovenščine. No in zdaj seveda za to, da bomo zgradili tak model, rabimo pa silno veliko količino besedil in smo pognali tudi to akcijo, s katerim lahko vsakdo
prispeva v ta naš velik jezikovni model, čeprav v resnici zato, da bi pa prišli do teh številk, teh milijard besed, ki jih potrebujemo, pa rabimo te velike besedilodajalce, ki pa se še niso prav dobro odzvali, kljub vsemu našemu trudu. Recimo, nekaj smo dobili recimo od Narodne univerzitetne knjižnice, besedila, za katere so avtorska pravica že potekle, to pomeni nekoliko starejšo slovenščino. Tudi že digitalizirana? Predvsem tista so digitalizirana, namreč to je mogoče kar zapovedati, da Narodna univerzitetna knjižnica vse nove vire dobi še vedno v fizični obliki knjig, in bodo jih morali sami enkrat poskenirati. Tako da teh besedil nismo še dobene od teh besedil nismo dobili. Ja, to, kar so velike korporacije, Google in ostali že počeli avtomatizirano desetletja nazaj praktično. Ja, tako je. Ja. To pomeni, Slovenska narodna univerzitetna knjižnica praktično nima nič od tega. Mogoče se bo kaj zgodilo zdaj v kratkem, da se bo ta digitalizacija začela s temi modernimi, velikimi avtomatskimi skenerji, ki to sorazmerno hitro to naredijo. Kako ste prišli do številke 40 milijard besed? Ja. To me je vedno zanimalo in verjetno zanima tudi gledalke in gledalce. Zakaj ravno 40 milijard? Po kakšnem ključu? To je taka približna ocena, to pomeni, ko učimo velike jezikovne modele, lahko seveda sproti opazujemo, kako njihova napaka pade. To pomeni, več podatkov imajo, bolj ta napaka pada. In nekje pri 40 milijardah se nam je zdelo, da je prvo tako koleno, ko je že zadosti padja, da lahko rečemo, da je ta model pa kar uspešen. To smo seveda primerjali z ostalimi velikimi jezikovnimi modeli, odprtimi, za katere taki grafi obstajajo. Kaj je bilo prvo vprašanje, ki ste ga postavili delujočemu sistemu, takrat delujočemu? Ja, to pomeni, glavni razvijalec v tej naši ekipi je pač moj doktorski študent Domen Vreš in prvo vprašanje je gotovo on postavil, verjetno je bilo kaj v zvezi z tem, kaj se dogaja v slovenščini, mogoče ne vem, kdo je France Prešeren ali pa recimo kako dejstvo iz slovenske kulture. Namreč to nas je predvsem zanimalo, te luknje, ki jih ti svetovni modeli imajo glede specifike slovenskega jezika in slovenske kulture. Zdaj, če greva malce, bom temu rekel tako po neki abecedi, da ljudje, tisti, ki niso tako vešči uporabe teh klepetalnikov in pa morda malce manj tudi te zgodovine razvoja, če malce pojasnite, uporablja se veliko beseda LLM, torej Large Language Model, veliki jezikovni model. Dajte nam pojasniti, kako ta stvar poteka. Recimo, jaz sem si zapomnil eno stvar, kje zahaja sonce, pa potem obstaja veliko verjetnost, da bo odgovor na zahodu. Tukaj gre za te neke verjetnostne račune, katera beseda je najbolj primerna nekemu sosledju besed. Kako gre zdaj v praksi s temi algoritmi potem v ozadju? Učenje poteka v več fazih. To pomeni, velik jezikovni model je ena taka velika nevronska mreža v današnjem času arhitekture, ki rečemo transformer, in ta nevronska mreža dobi na vhodu besedilo in potem poskuša napovedati nadaljevanje, besedo po besedo. In seveda uči se iz obstoječih besedil, to pomeni, vzamete del stavka, poveste naslednjo besedo, pa naslednjo, pa tako naprej. Ko se besedilo zaključi, prekinete in začnete znova z naslednjim besedilom, z naslednjim stavkom in tako naprej. To je prva faza učenja. Za to fazo potrebujemo to silno veliko količino besedil, teh 40 in potencialno še precej več milijard, koliko jih bomo zbrali. Zdaj v drugi fazi pa seveda potem model moramo učiti, da zna samo napovedovati naslednjo besedo. To ni zadosti, da bi z njim klepetali in ga spraševali. Zato ga moramo naučiti, da zna na posamezne naloge reševati. Recimo, da zna, če mu rečemo, prevedi to, napiši mi spis, napiši mi sestavek o tem in tem človeku, odgovori na to vprašanje. Vse te, kaj mu navodila, ki jih dajemo, mora veliki jezikovni model poznati, zato da bo potem na te naloge uspešno reševal. No in zato smo recimo v okviru tega projekta prevedli strojno precej takih drugih učnih množic, ki to že počnejo, recimo za angleščino. Smo pa zgradili tudi precej veliko, 50,000 do 100,000, neodvisno kakšno varianto modela, uporabljamo lastno množico takih vprašanj.
Ne? To pomeni o slovenski kulturi, specifično za to, kaj za slovenščino hočemo. To je ta faza prilagajanja specifičnim nalogam. Potem v tretji fazi pa sledi pa prilagajanje človeškim preferencam. To pomeni, model hočemo poravnati z tem, kaj ljudje pričakujemo od modela. To pomeni, ko učimo model, da zna reševati te naloge, tam je tipično v učni množici je samo en pravilen odgovor. To ni zadosti za to, da model naučimo, da je splošen. Ne? Mi hočemo, da je vljuden, da zna recimo odgovarjati krajše, daljše, na različne načine. In vse te ostale faktorje dejansko v tej tretji fazi učenja pridobimo. Ne? In za to tretjo fazo smo pa zgradili nekaj, kar se reče arena velikih jezikovnih modelov, kjer pa spet ljudje, prostovoljci, postavijo vprašanje in potem dobijo dva odgovora od dveh različnih modelov, kakršnih koli pa že. Ne? In v tej areni potem ljudje rečejo, ta odgovor mi je pa bolj všeč. No in ti odgovori, ta preference, ki jih dobimo od ljudi, potem uporabimo, da model naučimo tudi to, da je bolj vljuden, da daje odgovore, ki so, daljši, krajši, bolj strukturirani, takšni in drugačni. Za vse to infrastrukturo tega zbiranja podatkov smo seveda morali zgraditi na spletnih straneh in slovenska javnost kar lepo sodeluje z nami in nam pomaga pri teh preferencah. Ja, zdaj, ko nekdo gre pogledati slovar slovenskega knjižnega jezika ali pa če gleda samo statistiko splošno pogovornega jezika, tudi knjižni in tako naprej, ne bomo zdaj šli v slavistiko, kajti ni moje področje ravno strokovno, ampak recimo slovenščina naj bi tam imela približno 150,000 besed. Govorimo o besedah ali celo več, ki nastajajo in rojevajo se. Kakšne so te številke in zakaj, če nam pojasnite zdaj, zakaj moramo imeti res tistih 40 milijard potem, kajti gre seveda za kombinacijo vsega tega, kar slovenski jezik ponuja. To pomeni, zdaj mogoče če pa je pojasnilo. Recimo slovarju slovenskega knjižnega jezika je res okoli 100,000 besed. Ampak v resnici je slovenski jezik bistveno bolj bogat, ker vse besede niso kategorizirane. Tako da recimo, če pogledamo v leksikon slovenskih besed Slolex, ki ga izdeluje Center za jezikovne vire in tehnologije Univerze v Ljubljani, tam je besed preko 500,000, s tem, da še niso upoštevane lastna imena, ki jih je še dodatnih nekaj 100,000. Slovenščina je glede tega bistveno bolj bogata. Zdaj, za učenje samo, pa potrebujemo to količino, predvsem zato, ker so te nevronske mreže silno velike. In če hočemo teh nekaj 10 milijard parametrov, ki je v taki mreži, pravilno nastaviti, mora ta nevronska mreža za dosti različnih besedil, kakovostnih besedil videti. To pomeni, če so ta besedila manj kakovostna, potem ta mreža takoj postane na nek način pristrana. Recimo, če bi vzeli samo besedila, ki bi bila strojno prevedena, bi se pač ta model naučil take strojno prevedene slovenščine, česar si ne želimo. Zato si želimo kakovostnih besedil. Ravno tako, če bi vzeli recimo preveč tega, kaj je na spletu, na spletu je tudi precej nekakovostnih besedil, bi ta naš model postal tak, pač manj kakovosten. Zato mi seveda tudi, ko model sam učimo, uporabljamo tudi več faz. Recimo v prvi fazi uporabljamo precej nekih strojno prevedenih besed, zato da pridemo do te količine, v zadnjih fazah pa samo visoko kakovostna besedila. Kaj pomeni ta model, povemo, za Slovenijo, za slovenski jezik, za nas same, ki tukaj seveda uporabljamo materin jezik? Zdaj, seveda, zavedati se moramo, da teh velikih jezikovnih modelov je dosti. To pomeni, ta scena teh velikih jezikovnih modelov je široka. To pomeni, na eni strani imamo te komercialne modele, ki zdaj med sabo zelo močno tekmujejo, kdo si bo prigrabil večji tržni delež, kot so recimo ChatGPT, Gemini, recimo Claude. Tudi s slovenskim jezikom, seveda. Tudi s slovenskim jezikom, seveda. Potem pa je pa še cela, tudi precej velika kolekcija odprtih modelov, ki pa so manjši, niso tako dobri pri vseh nalogah, jih pa lahko učinkovito specializiramo za posamezne naloge. In sem sodi tudi ta naš model GAMS. To pomeni med te manjše modele, ki jih pa bomo lahko za slovenske specifične naloge odlično specializirali. To pomeni za
karkoli si boste zamislili, za vgradnjo v slovenske prepoznavalnike govora, za recimo popravljalnike, slovnične popravljalnike, za odgovore na specifična slovenska vprašanja, podjetja, da bodo lahko recimo uporabljala pri svojih nalogah, ki jih imajo, ne, da bodo recimo v slovenščini dostopala do recimo svojih baz podatkov. Ne. Skratka, vse take stvari bo naš model zelo primeren, tudi za, recimo, za javno upravo, pa za zdravstvo in sodstvo, ki teh podatkov svojih, ne, teh vprašanj, seveda ne more kar tako izvažati v nekem tujemu ponudniku. Mi si v bistvu s tem zagotavljamo nekaj, da bo po eni strani, da bo slovenščina še naprej dobro tehnološko podprta in da bo tudi suverena, ne, da bo lahko slovenska država in tudi slovenska podjetja, ne, da bodo lahko konkurenčna na tem trgu, ki je zdaj seveda ogromen in ker praktično vsi uporabljajo zdaj umetno inteligenco. Zdaj, tukaj se mi postavlja tako eno vprašanje, namreč kako je s preverjanjem resnice, verodostojnosti podatkov, točnosti odgovora, ne? Vemo, ne, da če vprašaš, recimo, kje je rojen France Prešeren in ti reče, da uporabi neko drugo drevo, recimo, da se zmoti v kakšni vasi, ne, potem tukaj še niste tam. Ne. Kako je s tem nadzorom oziroma s tem preverjanjem točnosti? To verjetno merite v odstotkih, kako se to računa? Seveda, za evalvacijo, ne, za ovrednotenje kakovosti modelov imamo precej različnih učnih množic in pač tako kot bi pri fazi učenja tista vprašanja uporabljamo za to, da se model jih nauči, a ne, potem nekaj vprašanj prihranimo za samo evalvacijo. Tistih vprašanj, ki jih ne vidi v fazi učenja, jih potem damo naknadno modelu in preverimo, kako kakovostno deluje. Ne. To pomeni, to je precej standarden pristop, različne naloge rešuje model, od odgovarjanja na vprašanja do reševanja matematičnih nalog, poznavanja recimo tabel, strojnega prevajanja, ne, skakaj, res precej velik spekter teh nalog rešuje. Mi imamo na spletni strani Centra za jezikovne vire in tehnologije eno spletno stran, ki rečemo SloBench, ne, to pomeni slovenski benchmark, ker želimo, da bi pravzaprav vsi svetovni modeli poznali slovenščino in da bi na tem mestu tekmovali med sabo, kdo bo boljše reševal slovenske naloge. In tukaj so slovenski modeli kar visoko, ne, so praktično zasedli vodilna mesta. Če uporabljamo recimo ChatGPT ali pa Gemini, te, bom rekel, najbolj popularne klepetalnike, umetno inteligenco, opazimo, saj govorim zase, recimo, ki to uporabljam že skoraj, da odkar so prišli na plano, da se jih lahko uporablja, opazim nekako, da so tudi rasli v znanju slovenščine, da je teh napak, tako imenovanih tudi slovničnih halucinacij malce manj. Zdaj, bo to enako podobno tudi pri vašem projektu? Povejmo, da bo nekako se lahko nekoč začel sistem sam učiti, ko bo dovolj tega materijala v teh nevronskih linkih, kakor vi pravite? Ja, to se že dogaja. Ne? Pač, mi smo zdaj že kar neki verziji tega modela GAMS naredili. Ne? Začeli smo z 1 milijardnim, potem smo imeli drugi generaciji smo imeli recimo 8 milijardne, zdaj ta naš standardni model je trenutno 12 milijardni, ker smo pač seveda v tem času že več podatkov zbrali, več kakovostnih teh podatkov tudi za prilagajanjem človeškim preferencam in to se pri modelu pozna. Ne? Model seveda po teh lestvicah pridno pleza navzgor in glede nekaterih stvari smo praktično boljši od teh ChatGPT-ov. Seveda pa ni za pričakovati, da bomo pri vseh nalogah boljši. Ne? Ker vseeno moramo vedeti, da za en tak komercialni model, da so približno 1000-krat večji od tega našega modela in da za njimi stoji ekipe ne vem, na tisoče razvijalcev, pripravljalcev podatkov, česar pa si mislijo, da ne bomo privoščiti. Ampak nekaj še zdaj razmišljamo o tej zgodbi, ne? Eno je besedilo, ampak ta besedila vsebujejo besede. Zdaj, če se te besede podvajajo, je to copy-paste dejansko, se to podvaja. Razumevanje besedila, recimo pravljica o rdeči kapici je pa nekaj drugega verjetno. Ne? Kako je s tem? Tukaj me to fascinira. Ne? Kako potem pride do neke logične zgodbe, če vprašam, ne, koga bo pojedel volk, ne, v pravljici, da on ve, da je babica nekako ta prva žrtev lahko. Ja, seveda pač to izhaja pa iz tega, ne, iz teh lastnosti velikih jezikovnih modelov. Ne. To pomeni, jezikovni model je dejansko
nauči se verjetnosti naslednje besede, ne? Ampak ta verjetnost je pogojna, ni brezpogojna, je odvisna od vseh ostalih besed, ki jih je v nekem istem kontekstu videl. Ne? Ko da, ko mu v bistvu postavite to vprašanje, potem model iz svojega obsežnega znanja, ki ga ima, poišče prave te pogojne verjetnosti, ne, glede na to, kaj je v tej zgodbi, in potem vam najbolj verjetno je seveda pravilni odgovor, ne, in potem vam se tak odgovor servira. Zdaj, ko ste že omenili to, da še dodam, ko ste že omenili to halucinacijo, ne, to meni en način, kako se halucinacije precej zmanjša, ne, ki ga zdaj praktično... Pa dajte še pojasniti to, kaj so to halucinacije, da ne bodo mislili, da pašemo na kakšen oddelek belih hal, recimo. Halucinacija rečemo tem napačnim odgovorom velikih jezikovnih modelov, ko si model kar nekaj izmislija, ne, ko pač si mislimo, odkot je to prišlo. Ne. To so pač napake, ki jih veliki jezikovni modeli delajo. Zavedati se moramo, da so to verjetnostni modeli in da pač načeloma precejšen del svojega učenja so bili naučeni samo na to, da so napovedovali naslednjo besedo. Ne. To, da je v naslednji besedi pravilen odgovor, to je še posledica in teh pogojnih verjetnosti. Ne. No, ampak če povem zdaj, kako zmanjšamo te halucinacije. Ne. To pomeni, veliko krat takrat, ko dobimo vprašanje, ko veliki jezikovni model dobi vprašanje, ni treba, da takoj začne odgovarjati iz svojega notranjega znanja, ampak lahko poiščemo recimo v bazi podatkov, ki jih imamo, ne, recimo, da imamo učno množico, ki smo imeli, ali pa da ima podjetje neko svojo bazo interno vprašanj in odgovorov, poišče v tej bazi, kaj bi lahko bilo tisto, kar bi na tak vprašanje odgovorilo, ne, kaj je zadosti sorodno. In potem tiste koščke dodamo zraven k vprašanju in rečemo, odgovori na to vprašanje, ampak upoštevaj pa tudi tole, ne, kaj smo našli v bazi podatkov. No in na ta način, ki mu rečemo z pridobivanjem obogateno povpraševanje, te halucinacije, te napačne odgovore bistveno zmanjšamo. Ne. In seveda to, kar vidimo na tej spletni strani, to pomeni, kaj vidimo na strani Povejmo, so samo osnovni modeli, brez tega principa z povpraševanjem obogatenega odgovarjanja na vprašanja. Ne. Zato, ker to si bo pa dejansko vsak uporabnik potem zase naredil na svoji bazi podatkov. Ne. Mi smo do tega še dokaj neopredeljeni, zato ker še nismo prepričani, da nam recimo zakon o avtorskih pravicah omogoča, da uporabljamo ves material, ki smo ga zbrali, tudi na ta način. Ja, tukaj se pa odpira neko novo poglavje zgodbe, ne? Dostop do baze podatkov, do vseh teh zgodb, besed, ki seveda jih potem lahko te klepetalniki uporabljajo. Ravno to me zanima. Omenjali ste NUK, ne, in knjižnico. Torej, za vsak dostop, tudi če bi ti materiali, knjige bile že vse digitalizirane, kako bi potekal potem ta protokol dostopa do teh seveda zlata vrednih stvari za vaš projekt? Zdaj seveda, tukaj to ureja zakon o avtorskih in sorodnih pravicah. Ne, in ta zakon v 57. členu, mislim, tega precej dobro sem se ga moral spoznati z njim, čeprav se nisem pravnik po poklicu, seveda, ampak ta zakon pač določa, da obstaja izjema, ki je rečemo izjema za besedilno in podatkovno oddajanje. Ne. In ta raziskovalnim organizacijam omogoča, da dostopajo do vseh javno objavljenih podatkov. Ne. Pač seveda družba je prepoznala pomembnost tega, da raziskave lahko pridejo do različnih podatkov, ne, o čemerkoli. Ne. In je to dovolila v tej zakonodaji. To je pač izhaja iz evropske direktive in slovenska implementacija je sicer kakovostna, dobro napisana, napredna in nam to omogoča. Ne. Ampak to omogoča samo raziskovalnim organizacijam. Medtem ko pa za komercialne namene obstaja nekaj, čemu se reče pravica do izjeme. Ne. To meni vsak lastnik nekega avtorskega dela. Na začetku piše, ne, da nabor, izbor oziroma te besede in besedila, ki prihajajo, boste uporabili za razvoj tega modela. Mi delamo samo tukaj v raziskovalne namene. Mi po tem izjemi za raziskovalne organizacije nastopamo. Medtem ko pa te velike komercialne organizacije tega sploh ne upoštevajo. Ne. To meni dejansko so požele iz spleta in iz kodarkoli se je dalo vse, kaj je možno. Ne. In zdaj glede tega trenutno poteka pač po svetu kar nekaj tožb, ki pa še niso odločene. Ja, ampak ponavadi je tako, da tehnologija vedno napreduje bistveno hitreje, kakor se sprejema lahko kakšno zakonodajo. Tako da vedno so te tehnološki giganti korak spredaj.
To povem zato, kajti sem se pozanimal pri določenih pravnikih, ki delujejo na teh področjih in pravijo, da je tukaj velika težava tega enormno hitrega napredka, ne, da ne sledijo tako hitro lahko tem spremembam. Verjetno tudi sami to dobro veste. Ne? Gotovo, zakonodaja je vedno pač kakšen korak od zadaj. Ne? Zdaj v Evropi smo sprejeli kar nekaj zakonodaje, ki ureja to področje, predvsem ta AI Act je znana, ne? To pomeni ta uredba o umetni inteligenci. Ta pravzaprav je za določene načine uporabe umetne inteligence precej restriktivna, ne? Predvsem tiste zadeve, ki zadevajo recimo ljudi. Ne? Predvsem tisto, kar bi recimo medicinska raba v neke terapevtske namene, je, kar se tiče evropske zakonodaje, zelo restriktivna, ne? In je pač treba nekdo, ki bi to hotel na tak način uporabiti, mora celo vrsto nekih regulatornih postopkov izvesti. Medtem ko pa za nekatere druge stvari, ki pa niso recimo tako bi rekel družbeno ogrožajoče, je pa ta raba pravzaprav svobodna. Ne? Je tukaj Evropa v tem pogledu malce lahko tudi ogrozila samo sebe v smislu nekega, ne me narobe zastopiti, zaostanka, ne, za Američani in pa Kitajci, ki pa seveda ne upoštevajo, kot ste dejali, določenih pravil igre. Ne. Tako da Evropa ne bo spet capljala potem za vsemi temi globalno dosegljivimi sistemi. Vemo, Google uporablja praktično cela zemlja. Ne. Ja, Evropa prav gotovo caplja. Zdaj, ta zakonodaja k večjim skokom naprej gotovo ne bo pomagala, ne. Zato, ker pač nekateri recimo od teh gigantov določenih modelov recimo sploh niso hoteli uradno v Evropski uniji recimo pač jih dejansko dati na javnosti v uporabo, ker menijo, da bi lahko kršili zakonodajo Evropske unije. Ne. Zdaj, Evropa je pa tako rekel, glede teh tehnoloških velikanov, pač nima tega modela, kako bi do teh tehnoloških velikanov prišla. Ne. In tukaj se pač pozna to, da imajo ti tehnološki velikani zdaj v tem trenutku v svetu več denarja, kot pa katerakoli država za ta tehnološki razvoj. Ne. In to, kar ta podjetja, recimo Nvidia, Google, Apple, Microsoft vlagajo, ne, so pač zneski, ki so tako 100-krat večji recimo od tega, kar recimo Evropska unija preko teh svojih raziskovalnih programov vlaga v znanost. Ne. Gre za podatke, ki so seveda milijarde in milijard vredni, ne, s katerimi seveda operirajo potem te giganti. Zdaj, tukaj je treba biti manj previden. Vroča tema je, zato moram to vprašati. Koliko so v resnici vredni. To pomeni, podatke ljubosumno skrivati pri sebi nima dobenega smisla, ne, ker hitro zastarijo. Kakršnikoli podatki. Ne. Ampak nek patent za neko... Ja. Še to, ne. Še to je zelo diskutabilno. Ne. Ja, recimo, no, ne vem, če malo zaideva recimo z tega. Pravzaprav je zelo malo univerz na svetu, ki lahko povrnejo stroške bi rekel, patentne zaščite. Skoraj vse univerze imajo neke patentne. Ne, ampak enostavno so ti patenti tako hitro minljivi v današnjem času. Tako težko jih je zaščititi. Recimo, če bomo mi v Sloveniji neko stvar zaščitili, to je samo slovenska zaščita. Nekdo, ki bojo recimo uporabil na ZDA, Kitajski, Braziliji, kjerkoli, ta patent ga ne veže. Ne. Tako da res samo neke velike korporacije pravzaprav lahko s patentno zaščitijo neke svoje izdelke, učinkovito zaščitijo po vsem svetu ali pa pri vseh potencialno konkurenčnih recimo državah. Ne. Ja, če se vrnemo zdaj raje malce nazaj v Slovenijo, ne. Odkot potem lahko pravzaprav v ta hip prihajajo podatki? Digitalna knjižnica verjetno obstaja, ampak kako daleč smo sploh na naših tleh? Jaz imam slab občutek, to je moje osebno mnenje kot slehernega državljana Slovenije. Mislim, ja, mi teh 40 milijard podatkov smo sicer zbrali, ne. Nameravamo pa izbrati seveda še precej več, ne, če bomo hoteli. Skromno mnenje, no, tako. Ja, mislim, pač, če bomo hoteli, da bo naprej, da gre naprej. Življenjska doba enega modela, ko je res dober, je
tam letu do 2. Ne. To pomeni, če bomo hoteli, da bomo šli v korak s tem napredkom tehnologije, bomo morali pač veliko gamsov zgraditi v prihodnjih letih, ki bodo boljši, ki bodo manj halucinirali, ki bodo znali boljše logično sklepati, ki bodo znali reševati različne probleme, od tistih, ki so pomembni za nas, recimo kemijske, matematične, fizikalne, ki bodo znali dobro prevajati slovenščino. Za vse to bomo morali pač narediti neke učne množice, pridobiti besedila. Sama besedila ne bodo dovolj, bomo morali tudi tehnologije izboljševati. Tako da, kot sem že rekel, same te besedila nas ne bodo rešila, so pa en od kamnov, ki so pomembni v tej zgradbi. Ampak vseeno, digitalizacija arhivov je pomembna na vseh področjih. Od muzejev do seveda v končni fazi tudi same banke, ki seveda varujejo podatke na svoj način, ampak vse to je neka dediščina Slovenije, neke države, ki seveda plujejo v te vode umetne inteligence in teh oblakov, v katerih se shranjujejo podatke. Konec koncev ne vemo, morda se zgodi tisto najhuje, pa bo potrebno reševati to iz raznih trezorjev, kjer imajo hrambo teh zapisov. Tako da, če greva malce še v to zgodbo varovanja in pa kako pomembno je to, Mislim, to je gotovo pomembno, da imamo stvari digitalizirane, zato ker pač to je v današnjem času nek običajen dostop. Seveda mi radi tudi kaj potipamo, pa imamo fizični občutek. Konec koncev smo ljudje, pač si želimo tega fizičnega stika, mi preko vseh svojih čutov dejansko sprejemamo informacije. Ampak za trenutni tehnološki razvoj je pač pomembna ta digitalizacija in to, da lahko stvari v neki digitalni obliki hranimo. Zdaj, mi smo ta prvi vrag Evropske unije glede tega precej zamudili. Evropska unija je precej denarja vlagala v digitalizacijo tako knjižnic, kot tudi muzejev, arhivov in tako naprej. Zdaj, naše organizacije na tem področju... Zdaj bo to naš strošek. Zdaj bo to naš strošek, tako. Pomeni, zdaj, v Evropi imate, tako kot je neki Evropejana, ki imate dejansko ogromno nekih umetniških del, že digitaliziranih, že 3D modeliranih. Številka vam je znana, koliko denarja je to bilo na voljo? Bilo je nekaj milijard. Milijard za Slovenijo? Ne, za Evropo, ampak pač so prišli zraven tisti, ki so bili aktivni v te konzorcije. Zdaj ta tehnologija je zdaj znana, zdaj pa tisti, ki pa niso, bodo pa morali sami to vlagati. Tako kot recimo v to, da bomo NUK digitalizirali, to bomo morali kar sami narediti. Zdaj to ni več aktualen raziskovalni problem. Zdaj to je, se smatra, da je to rešeno. Ja, določene platforme, če ne bom zdaj omenjal tega na glas, kajti smo le na medmrežju, so seveda izkoriščali te pravne luknje in iskali določene knjižnice, celo tudi obiskovali določene univerze, kjer so avtomatski skeneri preslikavali nad milijone in milijone knjig materijala, ravno zato dobro, kar vi potrebujete, in seveda iz tega naredili potem enorm posel, da ne bomo zdaj v številkah, vemo, koliko ljudi vsak dan vtipka v iskalnike določeno stvar ali pa se daje v razne klepetalnike z umetno inteligenco. Tako da tukaj nas čaka še ogromno dela potem. Res je, to, NUK bo zdaj je pridobil 6 takih skenerjev in zdaj bodo po moje v prihodnjih letih vseeno uspeli. To so ti avtomatski, ti avtomatski hitri, ki sami premikajo strani. V primerni svetlobi, tako kot imamo mi dva tukaj luč. Če pogledamo tudi, kaj se v prvi generaciji digitalizirajo, tudi to, kar zdaj obstaja, recimo v digitalni knjižnici, ki ima NUK, se vidi, da so veliko strani slabo digitaliziranih, da so robovi slabo osvetljeni, in take stvari so to sprašujem, neuporabno. Sedaj to deluje, kakor mora delovati? To današnji skenerji znajo bistveno boljše narediti, poleg tega si pa še pomagajo z velikimi jezikovnimi modeli, ki to, kar je mogoče zamazano, pa kaj uganejo, kaj bi moralo biti. Je to samostojna naprava, ki lahko deluje 24 ur, ne rabi na malico, na čik pauzo po domače receno, na kavo? Neke človeške intervencije še rabijo. Gledal sem neko dokumentarno oddajo, kjer seveda je bil prisoten operater tega, ki je samo nadzoroval, da vse teče gladko. Tako, kot ste rekli.
nekdo mora nadzorovati, da to teče. Ampak teh ustanov pri nas je ogromno, ne? Če samo pomislimo, samo en NUK ali pa... Ja, to bo trajalo nekaj leta. Ne? Govoriva o knjigah in tekstih, kje so šele predmeti in vse ostale stvari, ne? Predmete je težje digitalizirati, ne? Pač sicer se naredijo potem 3D modeli, ampak ja, to je pa... Zdaj vprašanje seveda za direktorje muzejev, ki imajo seveda vsak svoje arhive in pa... Ampak recimo ravno v okviru tega projekta Povemo, ne, v tem okviru tega projekta Povemo je izdelava velikega jezikovnega modela samo ena komponenta. Ne. Namen je bil tega projekta, da bomo pač mi kot univerza del tega znanja prenesi tudi na podjetja. In tukaj je sodelovalo 5 tehnoloških slovenskih podjetij, no in eno med njimi ima namen tudi izdelati tak, bi rekel, napredni umestnik za muzeje. Ne. To pomeni, da bi, ko boste prišli v muzej, da bodo tam vse lepo digitalizirano, ko boste se sprehodili do recimo neke slike, boste vprašali, kdo pa je to, kdo je to sliko naslikal, kaj prikazuje, in bo potem to vprašanje se avtomatsko prevedlo v besedilo. Vprašalo se bo veliki jezikovni model, ki bi to poiskal v zbirkah, ki jih ima ta recimo muzej, in bo potem odgovor nazaj sintetiziral v človeški govor. Ne. To je tak napreden recimo umestnik naslednje generacije, ki ga bodo ti naši veliki jezikovni modeli tudi omogočili. Ja, Shakespeare je imel tisti govor, ne, oziroma je zapisal, ne, biti ali ne biti, to be or not to be. Zdaj, če se malce pošalim, ne, verjeti ali ne verjeti v te odgovore, ne. Morda nadaljevanje Shakespearjevega novodobnega dramaturškega loka, oziroma tragedije ali komedije, ne vem, kam bo to peljalo. Tako kot ste rekli, ne, verjeti vse bolj, ne, to pomeni, ampak seveda biti skeptičen, ne bi jaz rekel, ne, to pomeni, perfektnih odgovorov ne dobimo niti, če vprašate kateregakoli strokovnjaka, ne, tudi od velikih jezikovnih tudi modelov. Tudi papir pravijo, da prenese vse, ne? Ja, je kar zdržljivo, ne. Skratka, ja, vemo, da so pač stvari, ki jih sprejmemo v tem medijskem prostoru, da se moramo naučiti, da jih do njih kritično pristopamo. Ne. Seveda, v našem primeru te napake niso namerne, ampak lahko pa seveda bi tudi izkoriščali velike jezikovne modele za to, da bi pa generirali recimo neke, kakršnokoli že rečemo, manipulativne recimo tekste. Ne. Če skočiva še malce v te najbolj popularne klepetalnike, ChatGPT, Gemini, omenil sem DeepSeek, je tukaj, pa še in še bi lahko našteval. Vedno pametnejši so, vedno tudi hitrejši, seveda v povezavi z razvojem čipov, ki jih seveda proizvaja vedno več Nvidia. Vemo, da so nekako zavzeli cel svet. Potem je tukaj še Muskov Grok, ki nekako ima neko svojo filozofijo, kar se tiče določenih političnih, rasnih in verskih vprašanj. Tako da tudi tukaj obstajajo že neki zametki, neke cenzure, nekega usmerjanja podatkov. Primer samo rad bi povedal, ko sem vprašal, kakšne odnose ima Kitajska s Tajvanom, mi DeepSeek je rekel, da se v to recimo ne bo vtaknil. Ne. To pride dejansko v tej fazi, ki čemu rečemo, ko model učimo, da je poravnan s človeškimi preferencami, da tudi učimo, da nekaterih vprašanj pa najrajši ne odgovarja. Ne. Ali pa da jih pač, tudi recimo v Sloveniji se ne bi hoteli, da se naš model recimo spušča v neke interpretacije te polpretekle zgodovine, ali pa da se spušča v interpretacije, kateri nogometni klub je boljši, recimo, ali je to Olimpija ali Maribor. Tako da take stvari recimo... Pa kletvice recimo. Ja, kletvice je pa odvisno od tega, kakšne podatke model učimo. Ne. Mi smo te bolj sočne dele slovenskega spleta spustili, tako da že zna nekaj kletvic, ampak ni pa preveč. 300 kosmatih, razume? Ja, to pa je iz klasične literature, pa zna, ja, seveda. Ja, to učenje, če mi še malce pojasnite, kako potem dejansko to raste samo od sebe, kako je to stvar tistega čudeža v teh čipih, kako je s temi transmiterji, s temi prenosi vseh teh, če lahko rečem, teh molekul, teh besed, ki potujejo skozi vsa ta omrežja. Ja, lahko bi rekli, da je to stvar dokaj preprosta. Ti čipi se odzarja samo računska infrastruktura. Ne. To pomeni, silno hitro morajo znati
ogromno teh, recimo, da rečemo, umetnih nevronov preračunati. Zdaj, pri tem je trenutno, kot ste rekli, najbolj uspešna Nvidia, ki je tako, ima tudi zelo uspešno programsko opremo za to. To je precej majhni so. En ključ njenega uspeha, da praktično vsi hočejo uporabljati prav te čipe, zato ker imajo tudi najboljšo programsko podporo za to. Recimo mi, če bi prenesli slovenski veliki jezikovni model na arhitekturo neko drugo, bi za to porabili, nekaj let verjetno, ker pač ta software ni na voljo. Ampak ja, če se vrnemo k tem nevronskim povezavam, kaj se model nauči? Arhitektura sama, učni algoritem je dokaj preprosta. To pomeni ves ta visokodimenzionalni prostor, vseh možnih besed, ki so. To pomeni nekaj milijonov dimenzionalni prostor, v bistvu razseka s takimi dokaj, bi rekel, linearnimi ploskvami. In potem gre na podlagi tega sklepa. To pomeni, sama ta tehnologija ni zelo zapletena, njena tehnična implementacija pa potem je. Za vas verjetno ne, ampak za marsikoga, ki posluša, pa se reče, kdo so ti geniji, ki stojijo za tem? Človek je ustvaril seveda umetno inteligenco. Seveda, temu bi lahko rekli, da stojimo na ramenih velikanov, tako kot je povedal Einstein, in lahko se samo spomnimo, da je recimo lansko leto bila Nobelova nagrada za fiziko, podeljena Jeffreyju Hintonu. In Jeffrey Hinton je pravzaprav bil eden od očetov vsega tega. Odkriteljev tega algoritma, kako se te velike nevronske mreže učijo. Se pa je pokasal tam na govoru. Ja, Jeffrey je imel nekaj dvomov v tehnologijo, ki je pa pač, bi rekel, raziskovalna skupnost v celoti ne deli. To pomeni, da tukaj so pač vedno smo lahko do nekih stvari prestrašeni, vedno smo lahko tudi, lahko smo nezaupljivi, ljudje znamo vsako tehnologijo gotovo tudi zlorabiti, ampak ni pa nujno. Do zdaj smo kar uspešni bili pri premagovanju recimo teh prejšnjih tehnologij, ki so tudi bile zelo nevarne. Če si pomislite, zlahka bi naredili tudi nek, umetni virus, ki bi recimo povzročal epidemije. Jedrska energija, še cel kup drugih tehnologij. Tako da zdi se, da smo do neke mere vseeno odporni na to kot družba, upamo, da bomo še naprej. V enem izmed intervjujev ste uporabili recimo, da besedo varilec, da tudi ta počasi bo lahko celo izginila, oziroma da bodo varilci zdaj postali roboti, oziroma da bo to varjenje upravljala umetna inteligenca. Kako vi gledate na izginjanje poklicev? Tudi o tem se zadnje čase veliko govori, ampak glede na to, da smo še z digitalizacijo določenih naših ustanov tako zadaj, me zaenkrat še ne skrbi. Vem pa, da absolutno v Sloveniji obstajajo že podjetja, ki pa so tehnološko zelo, zelo napredna, konec koncev tudi v vesolju imamo veliko slovenskega znanja. Ja, pa se pošalno rečeno takole. Seveda, prav gotovo, da imamo. Zdaj, jaz bi rekel tako, tukaj bomo morali kot družba se pač prilagoditi tej novi realnosti. Po eni strani je ta celotna družba pač zelo tekmovalna, tega se moramo zavedati. Podjetja, če hočejo biti uspešna, če hočejo svoje delavce plačevati, morajo biti konkurenčna. In če hočejo biti konkurenčna, morajo uporabljati najsodobnejše tehnologije, kaj pomeni tudi robotika, umetna inteligenca in tako naprej. To pomeni, prav gotovo bodo neki poklici izginili. In bomo morali pač kot družba skrbeti za to. Kateri bodo najhitreje na udaru? Prosite, ker sem vas prekinil, ampak me zanima, da greva takoj v tisto žarečo kroglo, ki najbolj peče. To je sicer špekulacija, ampak pa rečemo, da bom naredil neko informirano ugibanje. Zdi se, da so mogoče najbolj na udaru recimo neki programerji precej osnovnih strani, kot je recimo spletne strani. Tukaj se zdi, da so te tehnologije res zelo uspešne, da zlahka sestavimo neke programe z velikimi jezikovnimi modeli. Tukaj ta produktivnost po nekih ocenah narašča do 30%. Potem so poklici, ki so sorazmerno, bi rekel, poskušajo dokaj preproste recimo operacije delajo v pisarniškem poslovanju. To pomeni, tukaj precej podjetij zdaj stavi na to tako imenovane agentne tehnologije, ki naj bi te, bi rekel, premetavanje papirjev ali pa iz ene preglednice v druge avtomatizirala
nekatera podjetja upajo, da bodo s tem do 30% zmanjšali recimo to pisarniško poslovanje. Ne. To se zdijo, da so tiste stvari, ki so zdaj najbližje. Ne. Kaj pa možne rešitve, recimo v zdravstvu? Poznamo te avtomatske odzivnike, recimo na elektronsko pošto, zahteve do receptov. Tukaj nekaj se že seveda stvari premikajo naprej, ampak tukaj še ogromno manevrskega prostora. Ja. Mislim, da bi krajšali tudi na ta način morda vrste in pa čakanja. Je pa res, da je potrebno tudi te stvari malce jih zastopiti, jih poznati, ne? Kako te stvari delujejo. Težava je seveda starejša populacija, ki verjetno ima marsikdo težavo s tem, da pošlje elektronsko sporočilo, še vedno, na žalost. No? Ja, tukaj imate prav, ne, seveda v zdravstvu se zdi, da je precej rezerv, zato ker je preveč neka administracija. Ne. Mi si vsi kot uporabniki želimo, da bi je bilo manj. Eno od podjetij, ki sodeluje v tem projektu, povemo, bo poskušajo recimo to, kar zdravnik narekuje, bo poskušajo avtomatsko predelati v besedilo, istočasno poiskati iz baze, za katera zdravila je omenjal, katere diagnoze je omenjal in to povezati naprej z ostalimi bazami podatkov. To je ena taka recimo dokaj preprosta aplikacija, ki bi en prvi korak lahko naredila v tej smeri. Upamo, da bo teh korakov seveda še več in da bomo na ta način seveda bi rekli poenostavili tiste stvari, ki jih je treba poenostaviti. To, da imamo v zdravstvu imamo pač dejansko precej podhranjeno, kar se tiče informatike in to so pač leta, bi rekel, dokaj neuspešnih recimo vlaganj v informatizacijo za tem. Če se vrnemo še malce k vašem projektu, povejmo, kako velika ekipa stoji za tisto prvo strnjo, ki se pojavi na zaslonu, recimo prenosnika ali pa naše tablice, koliko je tega, te volje, tega zanosa, te ljubezni praktično, ne, do slovenščine, do slovenskega jezika. Verjetno se boste kar začudili, ker imamo res silno majhno, seveda očitno dobro ekipo. Zato smo tukaj, da pojasnimo. Mogoče 10 ljudi, ne? Od tega polovica jih recimo dela na tem, da se zbirajo podatki, polovica pa na tem, da se čistijo in da se ti modeli potem učijo. Neverjetno. Ja. Kako pregledujete ta števec teh besed in besedil, ki prihajajo? Kako pogosto je to? Je to na dnevni bazi zagotovo ali se motim morda? Ne. Tako recimo mesečno. Pogledamo nekaj pač, recimo prek te akcije smo hvaležni vsem, ki so prispevali, smo dobili nekaj kakovostnih besedil, ampak količine so pa dejansko tisto, kar pride od velikih dajalcev. To, kar pride od NUK-a, pa od STA smo dobili praktično ves njihov arhiv, kar smo jim hvaležni, to pomeni novice. Pričakujemo, da bomo nekaj dobili tudi od RTV SLO, zaenkrat še nismo nič. Zanimivo, pa javna inštanca. Ja, tako, predvsem od teh javnih institucij bi radi dobili kaj, Zavedati se moramo, da so pred vrati tudi modeli, ki obdelujejo slike, oziroma so že tukaj, tudi Gams bo v naslednji verziji že znal s slikami kaj narediti. Potem pa pridejo modeli za video, in tukaj bi pa seveda bilo nujno, da imamo tudi dostop do slovenskih videov. Ja, ta arhiv je lahko zlata vreden, to vemo, sami. Ja, to pomeni posamezno besedilo, posamezno video, posamezen podatek, če tako rečemo, je vreden skoraj nič, ampak pač je treba, ko je pa zadosti, ta količina je pa za nekatere namene pač nujno potreben in neobhoden. Ja, se tudi knjižnice imajo še vedno kar precej obiska, glede na to, da se vse zdigitaliziralo, v tem ni nobenega dvoma. Tudi sam sem delal kar nekaj reportaž in sem bil presenečen, da kako polne so. Nekateri seveda tja hodijo tudi zaradi ljubega miru, zaradi druženja, ampak vseeno, danes imamo pametni telefon, imamo tablico, imamo prenosni računalnik, vse nas nekako sili v to digitalizacijo, tako da to je neizbežna stvar. Bolj ali manj za praktično vsako podjetje, za vsakogar na nek način, tako da ja, tudi poštarja počasi več ne bo, Verjetno bo to z generacijami se razen, če ne bo spet kakšna zakonodaja, ki bo prišla umirjati zadeve, Ja,
Mislim, da se to z generacijami spreminja. Seveda so nove generacije bistveno bolj pripravljene plačevati, brati, poslušati v te digitalne medije, kot pa starejše. Ja, ravno danes sem videl poštarja, polno papirjev, katalogov in tako naprej je imel v rokah, ne, in sem vedel, da bova midva imela danes ta pogovor in sem si rekel, ne, ekološko, ne, papir, recycling, vse to, vse lepo in prav, ne, ampak vseeno, ne. Ja, pač, kot sem že rekel, ne, mi smo vseeno ljudje, ki živimo v fizičnem svetu, nekatere stvari imamo radi, da jih začutimo, da jih potipamo, da jih se dotaknemo, ne, tako da ne verjamem, da bodo tudi papirne stvari čisti izginile, ne. Recimo čestitko za rojstni dan boste verjetno še vseeno rajši dobili na nekem papirju, ali pa recimo, ko boste šli v muzej, se boste hoteli dotakniti recimo nečesa, ne samo videti recimo 3D rekonstrukcijo, ne. Zdaj pa še ena stvar, tukaj tudi pomembna, ne, energija, elektrika. Pri vsej tej eksploziji, vseh teh elektronskih naprav in pa predvsem serverjev in pa te hrambe podatkov, tam, kjer se dejansko, ki so osrčje vseh teh sistemov, ne, to pa je precej potratno in precej tudi spet draga stvar, ne. Tako da tukaj tudi Slovenci imamo še precej znova rezerve, ne, da se osamosvojimo tudi v smislu napajanja, rekel, neke varne zaloge elektrike v smislu, ne vem, kakšne katastrofe, da se seveda ohrani vse to, kar bo digitalizirano. Pretiravam ali ne? No, to pomeni samo, da se hrani, pač kar nekaj tega je na medijih, ki tudi če elektrike zmanjka, vseeno ostane. Na recimo statičnih medijih, ampak seveda za uporabo pa bomo rabili elektriko. Za samo hrambo bi rekel, da ti podatki, za te elektrike ni dosti. Trenutno gre največ elektrike v svetu, za te podatkovne centre, ki imajo spet neka večja podjetja za na tisoče drugih manjših podjetij, recimo njihove programe izvajajo ali pa seveda poganjajo te velike jezikovne modele, ki so zdaj, se pričakuje, da bodo njihova poraba predvsem še naraščala, zato so se nekatera podjetja že pripravila. Zdaj Slovenija bo tukaj gradi svojo tovarno umetne inteligence. Reče se tovarna, v resnici ni tovarna. V Mariboru bo to, ne? Tako je, to mi je zraven tega mariborskega otoka, hidroelektrarne, zato da bo pač ta elektrika čim bolj ekološka in da bo manj izgub pri prenosu, ne? Izgube pri prenosu so precejšnje. In skratka, ja, vemo, da si želimo obnovljivih virov, to ravno tako velja za vse. To je bilo strateško postavljeno tudi tam, zdaj v Mariboru, z razlogom, kot ste ga dejali. Tako, jaz mislim, da je to pametna poteza. In nov superračunalnik se obeta tam tudi. Tako, ja. Kaj pomeni to za Slovenijo znova, če nam spet malce razložite? Zdaj, če bodo slovenska podjetja hotela uporabljati velike jezikovne modele, jih razvijati, jih prilagajati svojim potrebam, svojim podatkom, svojim poslovnim procesom, potem bomo rabili kar bi rekel, mogoče še več takih superračunalnikov. Imate računalnik verjetno ime? Verjetno ste mu ga dali, oziroma so mu ga dali. To bo Vega 2. Vega 2, po Juriju Vegi verjetno. Tako, ja. Vega 2. Zdaj, Vega 1 že obstaja. Mi smo poskušali slovenski veliki jezikovni model učiti na njej. Tisto prvo, najmanjšo varianto smo uspeli, 1 milijardni, nadaljni modeli so bili pa že preveč zahtevni za slovenski superračunalnik, ko da smo potem učili na superračunalniku Leonardo v Bologni, v okviru tega evropskega visokozmogljivostnega računalniškega oblaka. Torej, kaj dejansko v praksi pomeni Vega 2 zdaj za Slovenijo na splošno? Ja, to je gotovo velik korak naprej. To pomeni, to bo superračunalnik, ki bo omogočil, da bomo take velike jezikovne modele, kot je GAM, zgradili še vsaj naslednjih 5 do 7 let. To pomeni večje in tudi hitreje bomo lahko učili v Sloveniji. Pa ne samo te modele, ampak jih bodo lahko potem seveda podjetja tudi za svoje namene prilagajali in javne institucije. Še, če se vrnemo nazaj k slovenščini, dvojina, vemo, sklanjatve, potem so tukaj narečja, precej zahteven jezik je, slovenski jezik, zagotovo tudi tujci, ki se ga želijo učiti, imajo kar nekaj težav, oziroma da pridejo v tisto slovensko formo. Kako pa je pri umetni inteligenci in njenem razumevanju slovenskega jezika? Vemo, povemo je ena zadeva, kako pa to deluje
v globalnem smislu. Vemo, kar nekaj časa smo potrebovali, da nas je recimo Apple vzel k sebi nekako, da je meni v slovenskem jeziku, pa Samsung in še bi lahko našteval. Ne? Ampak to so tiste res osnove. Kako pa je z... Ja, mogoče bi tako povedal. Ne? To pomeni, na eni strani imamo tehnologije, ki zelo hitro napredujejo, razvite so pretežno na velikih jezikih, ne? To pomeni na angleščini, kitajščini, arabščini, francoščini, nemščini. Tukaj se že kar konča, te veliki jeziki. Ampak izkaže se, da so te tehnologije vseeno dokaj jezikovno neodvisne, da tudi za slovenščino dobro delujejo, da tudi za ogromno nekih manjših jezikov dobro delujejo, ker so si podobni, ker imajo podobno strukturo, to pomeni res tako v temelju neko podobno strukturo. In seveda viri pa, če pa hočemo, da pa potem dejansko take podrobnosti, kot jih vi navajate, to pomeni, da znajo pravilno, brez napak pisati, potem je pa treba neke vire imeti. In tukaj zdaj trenutno je tehnološko zadosti podprtih okoli 100 jezikov, mogoče 300, če smo malo tako nategnemo. Na svetu je 7000 jezikov. To pomeni, vsi ostali iz te tehnologije zaenkrat padajo ven, zato ker nimajo nič. Ven padajo tudi vsa narečja. To pomeni, če bomo hoteli recimo za slovenska narečja podpreti, bomo morali pač narediti določene učne množice, da bodo modeli, da bodo prepoznavalniki govora, zadosti takih stvari videli. Zdaj, glede... Kaj pa glasovna slovenščina, audio? To se tudi razvija. Tudi v okviru tega projekta Povejmo se je nekaj razvijalo in v okviru prejšnjih projektov, prej smo imeli en projekt Razvoj slovenščine v digitalnem okolju, tam se je v bistvu naredil en prosto dostopen prepoznavalnik slovenskega govora in danes bo bil kvečemu še boljši. Je to lahko tudi tržno zanimivo? Ja, govorimo o prevajalniki, recimo Slovenija, res da je majhna državica, ampak turistično zelo, zelo mikavna. Vemo, da vedno več ljudi radi uporablja te prevajalnike, neko poveš v svojem jeziku, v mikrofon in potem ti on prevede tudi v hindujščino, recimo, če le obstaja to na voljo. Je slovenščina tudi že tukaj precej vpletena, ali bo vedno bolj? Mislim, slovenščina sama po sebi verjetno ni zadosti tržno zanimiva, vseeno nas je samo 2 milijona, tako da imamo enih par jezikovno-tehnoloških podjetij, ki bolj životajo, kot v resnici funkcionirajo. Tako da, kaj moramo mi narediti? Mi moramo zadosti slovenskih virov narediti javnih, prosto dostopnih, zato da jih bodo lahko vsi uporabili in da bodo podprli v produktih svoje v slovenščino. In to se dejansko dogaja. V okviru tega prejšnjega projekta Razvoj slovenščine v digitalnem okolju smo recimo naredili učno množico za prepoznavo slovenskega govora v obsegu recimo približno 1000 ur in zato tega je zdaj slovenščina v cel kup napravah zdaj podprta, ki prej ni bila. To s časoma nekaj takega vložiš, daš ljudem, omogočiš jim to, da pridejo do takih virov, potem se seveda te stvari tehnološko podprejo. To drugi manjši jeziki na enak način počnejo, recimo islandščina mogoče kot primer, oni so vsa svoja dela prosto dostopijo, dovolijo vsakemu, da jih uporablja in zato je recimo islandščina v velikih jezikovnih modelih dobro podprta. Čeprav sem ga malce pobiksal, tudi Slovenci veliko potujemo po svetu, tako da tudi v obratni smeri seveda je potrebna potem iz hindujščine, če se vrnem nazaj, prevod v slovensko, v to audio obliko, v govorno obliko seveda, da poslušaš. Generatorja še nimamo govora, ampak bi ga dokaj enostavno naredili, če bi pač nekaj bomo izbirali glasove, tiste najbolj znane lahko, recimo. Seveda, ja. Zanimivo. Dajte nam povedati, če kako je zdaj z mladino sodelovati na fakulteti, kako delujejo ta predavanja, verjamem, da je to neprimerno drugače, če gledava 90-ta, potem leta 2000 in zdaj to novodobni razvoj, ko seveda se vse razvija, vidimo enormno hitro. Kako je z učenjem, kako je s predavanji, kako je s tem podajanjem in črpanjem znanja? Vemo, vtipkaš v ChatGPT, marsikaj lahko kodiraš, programiraš, računalništvo, kako bo to preživelo z vsem tem? Ja, mislim, študenti, dijaki tudi, verjamem, da tudi nekateri osnovnošolci vse te tehnologije seveda poznajo in uporabljajo. In prav je tako, zato ker se pač morajo naučiti živeti v sodobnem digitalnem svetu. Mi jih pri tem podpiramo.
se mi zdi, da pač eno od takih načel, ki ga recimo Univerza v Ljubljani uporablja pri tem je, da pravzaprav pravi, uporabljajte ta orodja, ampak ste na koncu odgovorni za te rezultate, ki jih boste dali od sebe. Zdaj, dovolite, ampak in jih pustite hkrati, recimo. Dovolimo in pač rečemo, prevzamite odgovornost za to, kaj ste naredili. Zdaj, zdi se, da so pa to res, to pomeni, pač vemo, da je en najbolj učinkovitih načinov učenja to, da imaš svojega osebnega tutorja. To pomeni, tega si do zdaj nismo mogli privoščiti, zato imamo večje razrede. In zdaj je v telefonu ta tutor? In zdaj bo prišel ta telefon, ta tutor bliže k nam. Ne bo še takoj popoln, ampak ja, veliko se vlaga v te tutorske sisteme. Ja, tudi to je ena izmed zgodb, te AI asistenti, je to kaj v povezavi s tem? Ja, mislim, to je eden od načinov, da nam nekatere stvari pač te besede, ki se ja. zadnje čase ogromno uporabljajo oziroma pojavljajo v medijih, tako da malce raztolmačimo, kaj to pomeni. Po eni strani imamo to seveda kot eno tako, bi rekel, vročo besedo, ki jo zdaj vsi uporabljajo, to pomeni, tako je v industriji informacijskih tehnologij je tako, ko nekaj postane uspešno, potem vsi to znajo in vsi to delajo. AI asistent je nekaj takega, kar zdaj vsi prilepijo k vsem svojim produktom, da imajo tudi nek AI asistent. Velikokrat gre samo za nek umestnik do nekega, recimo, klepetalnika. Brez neke, recimo, mislim, da bodo ta bolj napredna orodja še prišla, ko bomo dejansko jih znali tudi bolj izkoristiti. Namreč, ker te spremembe se ne dogajajo od danes do jutri. Tudi uporabniki jih morajo sprejeti, jih morajo si zaželeti v teh novih produktih. To pomeni, da ponudite neki AI v produktu novem, samo po sebi še nič ne pomeni. Morate dejansko uporabnike naučiti, kako to uporabljati in narediti na tak način, da bo res uporabno. Ko smo ravno pri uporabnosti, zadnje čase tudi samo opazim na recimo družabnih omrežjih ogromno ponudbe za razne tečaje, kjer pač se lahko v doglednem času, recimo v 14-dnevnem kurzu tečaju naučiš tistih par aplikacij z umetno inteligenco. To zagotovo je priporočljivo. Ja, kakor slišim, jaz moram reči, da nisem dobenega od teh tečajev uporabil osebno. To sprašujem profesorja, ki uči. Mislim, ker pač veliko teh člankov berem in takih stvari, tako da ne bolj iz vidika vprašanje zaradi gledalcev in gledalk. Ampak ja, se mi pa zdi, da kakor slišim, da je to koristno, da so se ljudje marsikaterih teh spretnosti in nekih kompetenc, da se jih da na ta način pridobiti. Jaz bi rekel, poskuste, vidite, če vam ustreza vašemu učnemu stilu, konec koncev ima vsak človek nek oseben učni stil, kaj mu koristi, kako najlažje znanja pridobiva in potem boste videli, to deluje za vas. Še tole me zanima, kako pa tukaj imamo zdaj tole fotografijo robotov. Vemo, da na fakultetah, tudi na fakulteti za elektroniko in elektrotehniko imajo precej prstov vmes pri robotiki. Kakšno je vaše mnenje o tem, da se tudi to dogaja? Zadnje čase kroži recimo posnetek, da so na kitajskem praznovanju vročega konja, tako so dejali, nastopili kar roboti in to v neki šaolinski izvedbi. Kar malce srhljivo. Vsi hočejo pokazati, da znajo. Zdaj, ti humanoidni roboti so samo ena od dveh robotika. In pač v resnici je precej tudi znanstvene skepse glede tega. Kar nekaj je bilo tudi, bi rekel, nekaj, čemu so rekli pač lažni posnetki. V resnici so marsikdaj te robote nekje od zadaj vodili neki ljudje. Recimo, nekaj od teh recimo, predstavitev Ilona Muska je bilo takih, zato se je pač potem ta skepsa razširila. Je pa na področju robotike gotovo prišlo do velikih prebojev in napredkov s tem napredkom na teh področju globokega učenja. To meni teh nevronskih mrež, ki so globje in ki jih naučimo lahko bolj kompleksnih in bolj abstraktnih stvari. Tako da, ja, napredek je realen, nismo pa še tam, da bi bili roboti naši treba je ločiti pomočniki. Humanoidne robote in pa tiste, ki seveda katere upravljajo še vedno ljudje. Konec koncev tudi zadnje čase je bilo kar nekaj operacij narejenih s pomočjo robotike. To je tako, delna robotizacija ni še čisto avtonomno, ampak
seveda, tudi to je ena od stvari, ki napreduje. Ampak to gre nekako z roko v roki, ne? Umetna inteligenca in pa seveda robotika. Ja, seveda, to pomeni, ta vrhnji nivo robotike je potem mora biti neka inteligenca. To pomeni, če hočemo, da se bo robot v realnem svetu znašel, da bo znal komunicirati v okolju ne samo z drugimi roboti, ampak tudi z ljudmi, potem rabimo nekaj, čemu rečemo umetna inteligenca. Ja. Recimo samo oskrba, če pogledava, dom ostarelih, strežba, zdravila, to je sicer neprijetna opravila, recimo, tudi, ne? To je sicer stvar, ki je mogoče še tudi kulturno malo pogojena. Kdaj bomo pripravljeni sprejeti, recimo, ker se zdi, da nekako vseeno pričakujemo neko človeško toplino, pa nek osebni stik. Recimo na Japonskem so do tega manj zadržani, tam imajo že v bolnicah nekaj robotov. Pri nas smo še bolj tipamo v to smer, se mi zdi. Tudi na splošno v Evropi še nisem videl prav veliko avtomatizacije na tem področju. Tako da to se mogoče zdi, da ne bo tako hitro se zgodilo, kot bi pa bilo tehnološko mogoče celo možno. Ja, je pa še tole, velik posel, če se vrnem nazaj k zaslužkom. Vse te aplikacije, ki so plačljive, omogočajo seveda več znanja, če se smem znova tako izraziti, hitrejše so, fotografije so lahko izdelane bolj natančno, lepše fotografije izpadajo. Kako vi gledate na ta posel dejansko, ki je danes seveda vodilni v svetu? Umetna inteligenca, karkoli se vgrajuje v najrazličnejše naprave, tudi v te, kot pravite vi, izboljšave slik, izboljšave videa, nekatere človeški preprostejši mehanizmi se nadomeščajo s tem. Ja, to prihaja, ne vem. Torej, danes boste povabili, da bo Povejmo deloval tako, kot si vi želite. Bomo še morali kaj malce počakati ali se zna to zgoditi vedno hitreje? Projekt se zaključi 30. junija, do takrat bo ta naša trenutna verzija Gamsa 3 še nekoliko dopolnjena, še z nekaterimi stvarmi, znal bo model še malo boljše odgovarjati na vprašanja, poznal bo tudi slike, znal bo klicati eksterne funkcije, to pomeni za tiste stvari, ki bo menil, da jih ne zna zadosti dobro, bo mogoče na internet pogledal ali pa kako drugo orodje vprašal. Potem se bo pa tukaj zaenkrat ta projekt končuje. In pa seveda pa je, jaz mislim, da je v slovenskem, če rečemo nacionalnem interesu, da tak model razvijamo še naprej. Zdaj, neki načrti so Agencije za raziskovalno in inovacijsko dejavnost, da bo tak projekt z naslednjim letom v neki drugi inkarnaciji se ponovno štartal. Ni pa še to gotovo. Še za konec novo eno vroče vprašanje. Bi morali v Sloveniji absolutno več denarja, tudi iz proračuna seveda namenjati takšnim raziskavam, razvoju znanosti seveda nasploh v širšem smislu, ampak ta področja zdaj vemo, kam vodijo, kaj nam kažejo, kakšne so prognoze tistih, ki dejansko krojijo vse skupaj. Tako da seveda, rekli boste, da sem pristran, če bom rekel več bi morali dati. Sem iz tega poklica, seveda vidim prednosti tega, da se to dogaja. Ampak tukaj govorimo zdaj o dejstvih, ki so prisotna vsako sekundo na svetu. Praktično vse, bi rekel, večje države vlagajo dosti. Slovenija je sicer zdaj ta vlaganja v znanost povečala, niso pa še na zadostni ravni, in če bomo hoteli biti konkurenčni in početi stvari z višjo dodano vrednostjo, bomo morali vsekakor vlagati več. In kako varni so dejansko ti vaši projekti tudi na daljši rok? Glede na to vemo, da tu menjajo se vlade, menjajo se stranke, menjajo se... Niso varni. Ne? Ne. Ni nobenega, zagotovljenega financiranja na dolgi rok. Pač tukaj mi, mislim, raziskovalna skupina, ki delujem, mi dobivamo precej denarja tudi iz evropskih projektov, tam smo precej uspešni. Če mogoče samo omenim, zdaj pred kratkim smo recimo pridobili del projekta LXI, ki bo zgradil recimo
infrastrukturo umetne inteligence za leksikografijo, to pomeni za vse evropske slovarje to je projekt, ki ga vodi Simon Krek, to pomeni, mi imamo dve močni slovenski skupini, ki delujete na tem področju, eno na Fakulteti za računalništvo in informatiko, drugo na Inštitutu Jožef Štefan. In skratka, precej denarja, ki ga dobimo iz takih evropskih virov, zato ker smo pač konkurenčni na tem evropskem nivoju. Znotraj Slovenije pa nimamo zagotovljenih virov. Ja, mi držimo pesti, da boste čim dlje peljali te projekte še naprej. Med drugim tudi projekt Povejmo in ravno takole simbolično s temi evri in dolarji nekako zaključujeva ta pogovor. Hvala, ker ste si vzeli čas in da ste nas popeljali v te globine algoritmov, kod in umetne inteligence, tako da se družimo še kdaj v priložnosti, ko bomo razkrili še kaj novega, stvari se hitro namreč dogajajo. Ja, tako seveda, če želite biti na tekočem, nas lahko spremljate na domovina.je, torej na naši spletni strani ali pa seveda na kanalih družabnih omrežij, tako da vedno je kaj novega in predvsem si prizadevamo, da širimo obzorja. Hvala, ker ste bili z nami. Hvala za povabilo in tudi mi si želimo širiti obzorja.